Včasih je bilo tako, da je bil 1 kubik lesa vreden toliko, kot je bila 1 mesečna plača delavca, sekača. Danes pa to še zdaleč ni več tako. Lucija Odar. Čeprav se mogoče komu zdi, da se v Sloveniji ogromno seka, da se preveč seka, mi ne sekamo dovolj. Mi sekamo bistveno manj, kot bi lahko sekali glede na gozdno-gospodarske načrte. Pa nam je prepovedan golosečni način. V Avstriji je dovoljen in je to čist neka običajna praksa v Avstriji, da se poseka celo parcelo naenkrat in tam ni gozda. Večinoma lesa gre v izvoz. Gre ven. Ja. V Sloveniji imamo zelo slabo razvito to lesno verigo. Žagarske pa naprej lesno-predelovalne industrije je zelo malo oziroma premalo za ves ta les, kar ga imamo. Drevesa se ne morejo prilagoditi na te spremembe, ker rastejo 100-200 let, kar pomeni, da je naša naloga, da mi te gozdove prilagodimo na spremembe. To pa naredimo tako, da pač uravnavamo drevesno vrst, tako da pospešujemo tiste vrste, ki so na podnebne spremembe, na sušo, na vročino bolj odporne in pa da pospešeno odstranjujemo tiste vrste, ki na to niso pač prilagojene. Večina vas, ki to gledate, niste naročeni na naš kanal. Z ekipo nam bi ogromno pomenili, če to naredite. Tisti, ki že subskrbate, pa najlepša hvala. Brez vas ni tega podcasta. Če pa slučajno med vami kdo, ki bi rad finančno podprl, imamo pa tudi svoj YouTube membership program. Zdaj pa uživi v pogledu epizode. Po poklicu sem gozdarka in sem zaposlena na Zavodu za gozdove Slovenije že 11 let. Moja služba me res osrečuje. Res imam fajno službo. V prostem času pa probam čim več časa preživeti zunaj z hčerko, s partnerjem in moj največji hobi so gore, vse vrste športov, ki se odvijajo tam, vse vrste aktivnosti. Rada imam zimo, rada imam mraz, doma sem iz Bohinja in mislim, da me tudi to na en način definira. Tako bi bilo na kratko. Ko si rekla, da gozdarstvo kot služba, da jo imaš zelo rada, s čim se v bistvu ukvarjaš ti? Jaz trenutno delam kot vodja službe na območni enoti Bled za gojenje in varstvo gozdov. To pomeni, da na nek način koordiniram delo naših revirnih gozdarjev, to so terenski gozdarji, vse, kar je povezano z ujmami, s podlubniki, z vetrolomi, z vsemi temi ekstremnimi dogodki, ki se dogajajo v gozdovih. Ko pridem do njih, sem jaz tista, ki pač koordiniram delo, kaj se bo tam počelo. To trenutno delam, sem pa drugače začela delati na Zavodu za gozdove kot revirna gozdarka, to je pa tisti najlepši poklic, ki si pa ves čas zunaj na terenu, ki si gozdar. Tam si res gozdar, no. Jaz sem potem napredovala do tega delovnega mesta, ki ga zdaj opravljam, ampak še zmeraj se mi kolca po službi revirne gozdarke. Seveda grem, ja. Imam kar dosti možnosti iti na teren, tako da izkoristim vedno, ko lahko grem. Imam tudi kar nekaj dela, ki ga moram opraviti na terenu, in to je, zaradi tega dela imam jaz tako rada mojo službo. Se ta del v pisarni ni tako zanimiv, kot pa tisti, ki delam zunaj, no. Kaj bi nam sporočila vsem, ki tako zelo gozdarstvo poznamo nekako kot nek poklic, karkoli, in tudi gozdove, tam so, lepi so, itd. Kaj je nekaj tazga, kar bi si želela, da bi več ljudi vedelo o gozdovih? Veš, kaj se mi zdi zadnje čase, je cel kup nekih okoljskih aktivistov, ki dajo, vsaj kot jaz vidim, neko napačno sliko. Vedno več objav v medijih ali pa tudi na socialnih omrežjih je, kjer, ne vem, je neko drevo posekano nekje v vasi, naprimer neka vaška lipa je posekana in potem nek okoljski aktivist napiše, spet so ubili eno drevo. In potem ta objava dobi en kup všečkov in to se ljudje nekako čustveno odzivajo na to, bogo drevo. In se ustvarja neka napačna slika, da je sečna dreves nekaj slabega. In to je res narobe, da se to misli, no, ker sečna dreves je nujna. Mi, če gremo zdaj na ta primer drevesa v naselju, ko je bilo posekano,
vedno se je treba vprašati, zakaj je bilo to drevo posekano. Lastnik tega drevesa, ne vem, je odgovoren za škodo, ko je to drevo povzroči. Se pravi, če to drevo pade na avto, bog ne daj, da pade na otroka, ali pa karkoli, je odgovoren lastnik. In zaradi tega lastniki preventivno seveda posekajo drevo takrat, ko se jim zdi, da se lahko kaj zgodi. Po drugi strani pa v gozdu je pa teh objav je pa tudi noro veliko zadnja leta. Ljudje se mi zdi, da so zadnje čase precej več v gozdu, kot so bili včasih, kar je super, kar se tiče njihovega zdravja in fizičnega in psihičnega, ampak se pa res velikokrat potem vtaknejo v gospodarjenje z gozdom in prikazujejo sliko, kakor da se dela nekaj narobe. Tukaj se je pa vse posekalo. Zakaj ste pa tukaj posekali sama lepa drevesa? Spet se ustvarja nek navidezen problem, ki ga sploh ni. Mi moramo gospodariti z gozdovi. Če hočemo mi zdrave, odporne gozdove, je treba z njimi gospodariti. Ok, imava to varianto zdaj, da se seka drevesa zaradi takih stvari, ne? Mava pa pol recimo to, kaj je bilo, Amazonija ali kje je bilo, ker so ne vem koliko gozda zaradi nastajanja mest in tega zredirala. To je pa drugo. To je pa čisto drugo. In to se ful posplošuje. Mi v Sloveniji imamo res dober način gospodarjenja, mi imamo zelo striktno zakonodajo in ne moremo primerjati našega gospodarjenja z gozdovi s tistim, kar se dogaja v Srednji Ameriki. Kaj pa stanje gozdov, ko v Sloveniji, če pogledava? Zelo dobro. Ja? Pri nam se površina gozdov v zadnjih 150 letih se je povečala iz 36 ali pa 38% na 58%. Wow. Skratka, površina gozdov se je res povečala, tudi lesna zaloga se je več kot za šenkrat povečala. In seveda, zaradi tega, ker imamo toliko več gozdov, se tudi toliko več seka. Pa moram poudariti še to, to se mi zdi tudi zelo pomembna informacija, čeprav se mogoče komu zdi, da se v Sloveniji ogromno seka, da se preveč seka, mi ne sekamo dovolj. Mi sekamo bistveno manj, kot bi lahko sekali glede na gozdno-gospodarske načrte. Se pravi, glede na to, od tistega, kar je načrtovano, mi nikoli ne posekamo vsega tega. In zaradi tega se nam lesna zaloga samo še povečuje, obenem pa tudi, ker drevesa odmirajo tudi sama od sebe, nam veliko lesa tudi dobesedno zgnije v gozdu. Kaj pa bi rekli, da je razlog, da je stanje tako dobro pri nas? Zaradi tega, ker smo že zelo dolgo nazaj začeli z načrtnim gospodarjenjem, kar v drugih državah niso, pa tudi zaradi tega, ker imamo tako strogo zakonodajo. Pri nam je prepovedan golosečni način. V Avstriji je dovoljen in je to čist neka običajna praksa v Avstriji, da se poseka celo parcelo naenkrat in tam ni gozda. Pač to je v Sloveniji prepovedano. Zakaj to ni dobro? To ni dobro, zato ker pri nam mi gospodarimo sonaravno, trajnostno in mnogonamensko. To pomeni, mi nekako posnemamo delovanje narave v gozdu. In ko gremo sekat, mi načrtujemo oziroma se poseka nekje 20% lesne zaloge. To je 20% dreves posekamo, ostalo pustimo. In na ta način omogočamo, da se gozd sam pomlajuje, kar pomeni, da semena padajo na tla, vedno je dovolj je svetlobe pri tleh, dovolj je hranil, so ugodni pogoji, da drevesa sama zrastajo. In imamo vedno na površini gozd, in samo tak gozd, kjer je vedno neka, ko naj rečem, se pravi, tam, kjer je gozd, je vedno gozd, nimamo golih površin. Ja, razumem, in samo tak gozd lahko upravlja vse funkcije. Gozd pa upravlja 17 različnih funkcij, ne samo, in lesna proizvodnja je samo ena izmed teh 17 funkcij. Ok, a mi lahko jih par našteješ, mogoče, da si bomo znal predstavljati? Ja, se pravi, ena je lovno-gospodarska, lov, potem nabiralniška, rekreacijska, turistična, estetska funkcija, varovalna funkcija, zaščitna, hidrološka, klimatska, obrambna, raziskovalna. Wow, ok, ja, super. Ja, veliko enih stvari se lahko tam dogaja. Plus to, da malkrat pozabimo, da nam daje kisik, ne, vsako drevo. To pač pozabiš, učiš se v osnovni šoli, pa tako. Malo je samoumevno vse to, ne. Ja. In raven pri mojem delu je res vidno,
zdaj, ko smo imeli zadnja leta kar precej teh ujem in smo na enih površinah res zgubili gozd, zgubili začasno, ker tudi tam se gozd zdaj pomlajuje in bo nekoč spet gozd, ampak se je pa bistveno povečal odtok vode na teh površinah in imamo na našem območju zdaj ponekod poplave, ki jih prej nikoli nismo imeli. Na drugi strani pa polet, ko je suša, zdaj zgine kakšen slab, ki prej nikoli ni zginil. Ker zdaj, ko pade dež, vsa voda odteče in gozd pa vemo, da zadržuje vodo v tleh in ko ni gozda, voda odteče in je suša. Ja. Hudo, daj me pel nazaj magar v otroštvo, da malo vidva zdaj, iz kje ta ljubezen do gozda prihaja. Verjetno nisi tam, ne? Verjeten, ne vem točen, no. Je pa siguren velik vpliv na izbiro mojega študija imel moj dedi, ker preden sem hodila v šolo, moji starši so hodili v službo, babi je tudi še hodila v službo, dedi je bil pa takrat že v penzionu. In moj dedi je bil gozdar, lovec in me je velikokrat vzel s sabo. No. Saj drugače, spomini na to v resnici niso taki lepi pravlični, kakor bi se kdo mislil. Ker moj dedi je mene vzel mrskem, ker za 5 let starega otroka ni bilo glih najbolj primerno. No. Tudi ne vem, velikokrat vem, da me je zebal, pa daleč je bilo zahoditi, pa dolg čas je bilo tam na eni preži v mrazu sedeti. Otroka veš, da ni glih zanimiv. Ampak se pa veliko spomnim iz tega obdobja, ker naprimer imam iz srednje šole kar en tak blackout v glavi. Ja. Ampak se pa veliko spomnim teh zanimivih stvari, kva se nam je vse zgodilo, ko sva z dedijem okrog hodila. Ja. In verjetno je res imel to vpliv, da sem potem izbrala študij gozdarstva, ker se je bilo treba odločiti. A imaš kakšno zgodbo z dedkom? Kakšno tako? Ja, to je ena taka zanimiva, no. Enkrat sva šla na planino za Osredki, tam je ena lovska bajta. Prespala sva midva pa njegov pes in zjutraj se jaz zbudim, njega pa psa ni bilo. Jaz tako, kaj je zdaj to, grem ven in na mizi je pa pustil en listek, ampak jaz takrat sem znala brati, ampak nisem pa razumela, kaj piše, pa tudi nisem pomislila, da je on meni napisal listek. No, ampak je pa prišel še en gospod slučajno tam mim in vid mene tam, je rekel, skr sama, sem rekla, ja. No, pa je on prebral listek in je napisal, šel sem gledat Zoisove zvončnice, pridem kmalu. No, to je to, kar sem rekla, da nimam glih v njih najlepših spominov. Ampak ja, se mi zdi pa, da me take izkušnje so me kar utrdile, no. Prosti, kar. Pač mislim, da se tudi zaradi tega nisem nikoli bala biti sama v gozdu, kar večina, se mi zdi, da ima kar veliko ljudi ta strah pred gozdom. To sem te hotel vprašati. Ja, kaj ti je to obdobje dalo, kar zdaj? Ne? Se pravi, eno, da nimaš strahu, pa verjetno kaj tudi malo bolj trdoživa iz vidika mraza. Ja, bi rekla, zato glih sem nedolgo nazaj razmišljala, kolikokrat sva midva spala glih v tej lovski koči, pa še v eni na eni drugi planini. In to je res mraz. To zdaj, če grem jaz, da pomislim tam gor spat, saj zakuraš zvečer, ampak če celo noč ne mečeš polen na ogenj, je pač nula. Kaj, spalke? Ja, oziroma, zdaj bi šla spalko, takrat z dedijem sva bila zadelala s tistim dekan, ki so bile tam. Ja, to je bilo včasih malo drugače, zdaj. Se to, se to. Ja, to, kar si rekla, ne, da čakaj, kam sem hotel iti, iz vidika v naravi dosti časa preživeti in strah, to sem hotel iti, strah pred biti sam v gozdu. Ja. A si kdaj raziskvala to tematiko, tako, ali pa razmišljala o njej? Ne, nisem, ker dejansko ne poznam tega, mi je res tuje. Mi pa zdaj, ko sem pač malo bolj aktivna na Instagramu s temi temami, mi pa velikokrat pišejo sledilci, da imajo strah, da ne upajo iti sami v gozd. Kaj narediti, če srečaš medveda. Vsi imajo neke take strahove, ki sploh nisem... Filmi. Ja, pa pravljice. Ja. Drugače jaz mislim, da avtomatsko se toliko enih šumov dogaja, pa toliko ni nekih distrakcij, ki jih imamo mi tule v mestih, ker nam v bistvu predstavljajo neko varnost,
zaklenjena vrata itd. Ja. Tukaj je vse odprto, Ja. da ti ena se senzorika vklop bolj močna, ne? Kar pomeni, da si avtomatsko bolj v tem fight or flightu, torej simpatično živčev je bolj aktivno, a ne? In da nas to preseneti do neke mere in nas je v bistvu strah tega, da smo tako pozorni. Ker avtomatsko pa naše telo ve, da je potencial za nevarnost večji, kot če smo mi dva v tej sobi, ne? Kar je res. Možno, ampak jaz osebno, jaz sem najbolj mirna v gozdu. Jaz sigurno nisem v fight or flight Hudo. položaju, sigurno ne. Ja. Mogoče zato, ker si tokrat bila v gozdu in videla, da pač je vse ok. Kaj pa vem? Ja, jaz mislim, da zato, ker poznam tako dober gozd, da pač vem, da se mi tam ne more nič zgoditi. A tudi po noč? Tudi po noč, ja. Tudi po noč hodim sama v gozd. V preteklosti, dokler nisem imela hčerke, sem vedno hodila takole zvečer na en lokalen hrib v temi. Lučka, ali ja, tudi brez pa tega? se če realno pomisliš, kaj, kdo? Tam Ja, še saj res, človeka ja. ne srečaš po noč. Vse res, ja. Ja. Plus vse živali, ki jih boš klepar na srečo večinoma, razen če je Zbežijo. medved z mladiči, a ne? Vem, ampak koliko ljudi poznaš, da je srečal medveda z Pismo, ja. mladiči? Mislim, Pismo ne poznam. res je večja verjetnost, da srečaš enega norca, človeka, ki ti bo kaj naredil, kakor pa medveda z Ja, mladiči. ja, ja, ja. Mogoče ki na redkih lokacijah v Sloveniji je sicer drugače, ker je gostota medvedov višja, ampak po večini pa pri nas v Bohinju jih ni, skoraj da ni. No. Ja, se pravi, v bistvu je treba sam načeloma ti ljudje, ki jih je strah, a jim daš kakšen napotek, ker v bistvu, kot si jaz predstavljam, zdaj, če bi čez sebe gledal, edini način bi bil večkrat v gost Samo to. in biti s tem strahom. Tako, tako. In pač to je Ja, to. in če nekaj slišiš, pa reči, ja, sem slišal žival, daj pet pogledat. Če nekaj slišiš, pet pogledat. Po vsej verjetnosti je bil samo en ptiček, ki A skače pa po suhem žaba, pa listju. nekaj. Ja. Tako, se zdi, da se pa pomiriš in je vse ok. No. Ja, jaz sem enkrat v sklopu ene delavnice je bil del tega, da smo šli za pol ure v gost po noč. Da si Aha. šel tja, ne, smo se razdelili in pa si sam bil v tej Ja. temi. Jaz sem predtem, preden smo šli, sem se ful ukvarjal v glavi, ne upis, da tega pa ne bi šel delati. Ne. To pa ne vem, če mi bo kula, ne, po moje, da me bo dosti strah itd. Ker sem enkrat bil v tej situaciji. To je bilo najboljše pol ure, res. Toliko sem se pomiril, luna je še tako svetla, Ja. a ne čez, sem bil tako, wow, kako je to vse lepo. In pol kar naenkrat so mi začele nerealno dobre ideje za podcast hoditi gor. Aha, Ne. cool. Za dogodke, za opremo itd. In jaz sem bil tako, jaz nimam telefona, da si zapišem. ja, a ne. ja, ja. In ko so rekli, da je konc, ko so pržgali luči, a ne, sem bil tako, zakaj moramo iti. In ja, tudi zdaj en prijatelj, Luka Turk, ne vem, ne. Ja, veš kaj. Nisem iz podcasta. Je bil pa tudi tako, tukaj. ja. No, on se je zdaj odločil, da bo začel svojo pot preživetja v naravi, varianta. Ne? In on je zelo rad v gozdu. Že takrat je bil, savno sva že za delavnice, za Tribe Gor delala skupaj. Učil me je že mene, ker sem bil tam zraven leska, kako jo rezati, da gor dol. In pol v bistvu nekako sem bil tako pismo, ja, jaz bi šel s tabo, ne? Ampak v trenutku, ko sem to rekel, sem bil tako, to ni kar tako, ne? Zdaj prespat v gost. Ali je? Ne vem. Ja. Lej, mi hodimo spomlad, hodimo poslušati divjega petelina, ki takrat poje spomlad. In ti, če hočeš slišati divjega petelina, moraš iti v trdi temi, to pomeni ob 3 po noč na rastišče divjega petelina. In to je zmeraj zelo oddaljeno od civilizacije. Mi hodimo na Pokljuko ali pa na Jelovco. In tudi, da on poje, moraš ti priti v čisti tišini, brez luči. In gremo vsak sam, vsak gre na svoje rastišče. Aha. In hodiš v čisti temi, kar je dobro, je takrat, običajno je na Pokljuki takrat čez sneg, da saj vidiš, kje hodiš. Brez luči, brez telefona, ker tudi če telefon na ekran prižgeš, ga že lahko zmotaš. In to je tisto najbolj noro doživetje. In pa se ptiči, najprej zjutraj začnejo ptiči peči v temi. To so taki zvoki, to je res taka izkušnja. Hudo. A to vodeno delaš? Ne. To mi delamo izključno zato, ker delamo monitoring, se pravi, delamo popis, da vemo, kje je koliko divjih petelinov.
Sam za to. A Drugače pa to ni nekih vodenih tur glih zaradi tega, ker, Ja. ker je v bistvu vsak obisk tega rastišča predstavlja neko motno in se proba tega dela čim manj. Če pa se gre, se gre pa samo s tem namenom, da se dela nek monitoring. A se spomniš, ko si ga prvič slišala? Ja, se spomnim zelo dobro. To je bila ful dobra izkušnja, ker doskrat, ko greš poslušati divjega petelina, zelo redko ga vidiš, kdaj ga pa tudi slišiš. Ne? Je pač ni, ga zmotaš in zaradi tega ne poje in ga ni. Ampak prvič, ko sem šla pa s sodelavcem in mi tudi tako rekel, lej, ne računam, da ga bova videla, mogoče, če bova imela srečo, ga bova slišala. In je bila ful dobra izkušnja, sta se pa v bistvu dva med sabo ful rausala in sta tako preletela 10 metrov mimo naju. Jaz sem ga še uspela s fotoaparatom slikati. Tako da ful lepa izkušnja in me verjetno tudi navdušila. Ker če gre nekdo enkrat in ne sliši, ne vidi, vse in je treba sredi noči vstati, zmrzuješ, to je vedno pod nulo, tema je. Lahko je zelo taka dolgočasna izkušnja. No? Ja, verjamem. Ok, pol v bistvu, kaj, študij gozdarstva, si to študirala kje? Na biotehnični fakulteti v Ljubljani. V Ljubljani? Aha, valjda, nimate na Gorenjskem gor nič? Ne. V bistvu edini študij gozdarstva, tako da je na biotehnički. Kako pa ti je pol to obdobje izgledalo? Ko si šla ven iz Bohinja ven, joj. Jaz sem zelo trpela v Ljubljani. Jaz vedno sem komaj čakala nazaj v Bohinjit. Ampak je bil pa faks ful zanimiv. No. Res, študij gozdarstva je ful zanimiv študij. Veliko je tudi terenskega pouka, tudi večdnevnih terenskih dni, tako da je bilo fajn. No. Pa študij gozdarstva se mi zdi tako, da smo bili študenti vsi iz podeželja in smo si bili zelo podobni med sabo. Tako da nam ni bil problem. Ne vem, smo prišli iz terena v gojzarjih, vsi umazani, smo se zataknili neko študentskemu domu in smo šli pa direkt v gojzarjih v KMŠ. Mislim, tako je. Smo bili kar. En svoj mehurček ste imeli. Ja, pa taki smo bili pač z podeželja. Taki na easy, ja. A je trenutno dosti vpisov na študij gozdarstva? Ne. Ful je upadlo zanimanje za študij gozdarstva. Mene to res žalosti, no. Po eni strani zato, ker je res lep poklic. In jaz mislim, da je to samo posledica tega, da poklic gozdarja ni dosti prepoznan. In to se tudi trudim jaz na Instagramu popraviti in želim prikazati, kako je to lep poklic, kako je fajn. Ja, dosti sledilcev mi tudi že pisali, so rekli, če bi jaz takrat vedela, da obstaja študij gozdarstva, jaz bi tudi šel to študirati. Ja. To se mi zdi, da je treba malo še delati na tem. Ja, a si s kakšnim namenom profil odprla? Ne, takrat je bilo, mislim, to je bilo splet nekih naključij. Jaz sem si že prej v življenju skozi neke cilje postavljala, večinoma so bili to 150 višincev v enem letu, ali pa ne vem koliko 2000 v enem letu, ali pa kakšne te, ne vem, bohinjska planinska pot v enem letu. Večinoma so bili povezani s hribi. Leta 2020 sem bila pa na porodniški, sem pač imela dojenčka in takrat ne moreš imeti nekega cilja, da boš ne vem kva vse obhodil, ker imaš pač dojenčka. Sem pa takrat zasledila ta ameriški izziv 1000 ur zunaj, kar pomeni 1000 ur v enem letu, da si zunaj, to je 2 ure 45 vsak dan. Wow. Kar se sliši malo ali pa veliko. Pismo, odvisno za kjer letni čas. Ampak zame, ko sem v službi dosti zunaj, je to zelo enostavno, za marsikoga je pa to nemogoče. Pač nekateri, ki delajo od 9 do 5, pa da pol še otroke zvozijo, pa ne vem, mogoče doma še kakšne, ne vem, stare starše, ki jih morajo rihtati ali pa karkoli. Za nekatere pač to sploh ni izvedljivo. Ko rečeš zunaj, to pomeni v gozdu, v naravi ali sam zunaj? Samo, da si zunaj. Jaz sem takrat, tako je bilo na začetku, jaz sem si naredila en drevo s 1000 listki in ko sem ga printala, sem posnela, pa sem objavila na Instagram, takrat še na moj oseben profil, sem rekla, zdaj pa imam nov izziv za letos. In mi je pa veliko prijateljev pisalo, da jaz bi tudi. In je pa ta ideja kar nekako tako, res so jo dobro sprejeli vsi, no.
Pa sem zato odprla sploh ta profil 1000 ur zunaj. In to je prav ime profila, a ne? To je zdaj? prav ime Če bo profila, kdo ja. iskal, ja. 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 In kaj je namen zdaj tega profila? To se je že parkrat obrnilo, ampak zadnje leto izobražujem ljudi o naravi, predvsem o gozdu, o gozdarstvu, o drevesih. In na začetku sem večinoma ljudi spodbujala k temu, da naj hodijo ven, naj se doma gibajo, mislim, naj se zunaj gibajo, ker takrat, ko sem jaz odprla ta profil, je bil glih lockdown zaradi covida. In se mi tako dobra zgodba se mi zdela, da spodbujam ljudi k preživljanju časa zunaj. Zdaj zadnje čase pa jih probam naučiti k preživljanju časa zunaj na odgovoren način, da smo pač, da nekako spoštujemo gozdni bonton oziroma da se znamo tudi obnašati v naravi. Ful dobro. A lahko greva malo v to? Lahko. Dej, kaj bi mi nekako izpostavila kot nek gozden bonton, kako se obnašati zunaj, kako bi... Jaz bi najprej poudarila to, da imamo v Sloveniji ful srečo, da so gozdovi dostopni vsem. V Sloveniji noben lastnik gozda ne sme okrog svoje parcele postaviti ograje. In v večini drugih držav je to običajna praksa. Vsak lastnik ima svojo posest ograjeno ali pa ima vsaj table prepovedan prehod. Ja. V Sloveniji tega ne sme biti in imamo čisto vsi pravico se sprehajati kjerkoli po gozdu v Sloveniji. Vsi imamo pravico nabirati gobe kjerkoli v Sloveniji v gozdu. Skratka, veliko imamo teh pravic, ki izhajajo iz zakonodaje, kar je ful dobro, moramo biti res hvaležni za to, ampak po drugi strani pa zaradi tega, ker to imamo, ljudje pol kar jemljemo gozd kot naš. To je naš gozd in mi hočemo imeti lep gozd, mi nočemo, da so tam veje po tleh razmetane, mi nočemo, da je tam ena blatna pot, to je naš gozd in se vsi vtikamo v to, ko nekdo nekaj narobe dela, pa sploh ne, a ne. Tako da vedno moramo imeti v mislih, da smo mi na obisku pri nekem lastniku gozda, obenem pa tudi to, da smo na obisku pri rastlinah in pri živalih, ki so tam doma in da se tudi tako obnašamo. Če gremo k nekomu na obisk, mu tudi ne solimo pameti, kako ima našarjen, pa obenem pa to, no, da se ne deremo, ne povzročamo nemira, ker so pač tam živali doma in smo mi tisti, ki smo tam tujek. Da ne mečemo smeti in Seveda. takih zadev, Ja, ne. ja. Robček lahko vržeš v gozdu. Ja, jaz rečem, da ja. Ja, robček in če gremo na potrebo, da se obrišemo, je logično, da tam ostane. Sadje, torej Ja. olupo kot banane. Ja, ker je, ne, te tujerodne vrste sadja naj se ne bi, so pa že odpadki, a ne. Ker nikoli ne vemo, kaj lahko s tem vnesemo v gozd. Kaj še kaj tazga, ki bi izpostavila, kar pogosto opažaš pri ljudeh, da ali ne vejo, ali so pač ignorantski, kaj bi še izpostavila? Dostikrat ljudje vozijo v gozd kakšne te, ne vem, doma, naprimer imajo čez poletje imajo rože na balkonu, ali pa tudi kje na vrtu kakšne rože pa grmovje, pa pride zima, pa se je treba teh rož nekam znebiti in jih peljejo v gozd. A ne, ampak to je problem, glih iz tega pridejo te invazivne tujerodne vrste, ki nam delajo grozne težave, ki se nam potem razraščajo povsod in onemogočajo našim avtohtonim vrstam, da tam rasejo. Glih te vrste so večinoma prišle na tak način, da so jih ljudje doma imeli za okras, ali pa so jih začeli saditi zaradi lepih cvetov, ali zaradi tega, ker so medonosne, ali jim dajo kakšno drugo korist. In potem se začnejo na tak način širiti v naravi. In zatirati naše vrste. Zanimivo. Kaj pa je še kaj tazga, kar si mogoče dobila od ljudi, ki spremljajo tvoj kanal, kot nek feedback, da si jim pomagala? Oziroma, da si, veš, kaj mislim? Ja, vem. Veliko ljudi mi točno to piše, da so začeli hoditi ven tudi, ko je slabo vreme. Zato, ker jaz to ful spodbujam, da ne grejo ven takrat, ko pada dež, ker če greš v gozd na sprehod takrat, ko je dež. Čisto nič drugačni, mislim, je ful drugače, ampak tako, res je lepa izkušnja. Mir je, z dežnikom greš, saj ni, saj zakaj pa bi, mislim, res je lepa izkušnja in ne vem, zakaj ne bi šel. Večina ljudi je tako, danes je dež, danes ne gremo ven. Daj, pejt,
pa boš videl, da je lahko fajn. In mi pa napišejo, res sem šla, enkrat sem se prisila in je res fajn in zdaj redno hodim. Ali pa z otroci. To tudi poudarjam, otrokom je res fajn. Moja ta mala najboljš takrat iti ven, ko so luže, ko pada dež, ko lahko spušča listke pa palčke po potočkih, ko takrat nastanejo, ko luže koplje iz ene luže, da voda teče v drugo. To je life. Otroški spomine. Ja. Ampak dosti staršev je pa danes takih, da reče otroku, ne bomo šli ven, ker pada dež, pa boš mokar, pa te bo zebal, pa se boš prehladil. Ja, se to je. Ja. Ok, to mogoče bolj v mestih. Na vas, jaz mislim, da so otroci. So še. Hvala Bogu. Ja. Lepo je videti to. No? Ja. Ok, a si kdaj zaradi tega svojega profila, ki ga delaš, mogoče prejela tudi kakšno sporočilo, da je pa nekomu res pomagalo to, da je začel več ven hoditi, oziroma ne vem, kaj bolj v tem smislu. Ne vem, na kakšen način furaš ta profil točno, a ga res delaš čistko, da sam malo objavljaš, ali tudi že kaj tega, da se že neka skupnost okoli nabira, ki... Pa ja, jaz mislim, da je okrog mojega profila skupnost, ampak nimam pa nobenih takih, ne vem, dogodkov ali pa karkoli, da bi se ljudje dejansko lahko povezvali med sabo. No? Ampak jaz dobim veliko sporočil od kakšnih vzgojiteljic pa učiteljic, ki te moje nasvete potem uporabljajo pri svojem delu in tudi mi pišejo, kakšne razlike so tudi pri otrocih, pri obnašanju, ko so zdaj zaradi tega več zunaj in je fajn na to. To me fila. Ja, verjamem. A mi lahko poveš kakšen primer teh, ko je nekdo lahko se vzgojitelj dotakneva. Kaj se pravi, čist preprosto, a so jim dali izziv otrokom v vrtcu? Ja, mene so že te vzgojiteljice iz našega lokalnega vrtca takrat prosile, ker sem jaz naredila drevo s 1000 lističi, so me prosile, če bi jim naredila drevo s 120 listki. In 120 listkov so, v bistvu one imajo zdaj tako nalogo, da vsakič, ko grejo v vrtcu ven, ko pridejo nazaj, pobarvajo en listek. In 120 listkov je pač za celo leto, zato ker med počitnicami ne barvajo, ker niso po skupinah, pa za vikende pa to. In 120 je zdaj, ne vem, na pamet rečem, ne vem, verjetno 95% vseh teh ostalih dni, ko so otroci tam. Ja. In na ta način tudi motivirajo otroke, da hočejo iti ven, da jim je fajn. Ja. Mislim, moja ta mala hod kle blizu vrtec in mi je tudi zelo lepo, kako pristopajo do njih, koliko so zunaj. Dejansko vsaj en sprehod na dan, tudi v dežju grejo ven, pa take zadeve sem tako, hvala. Bravo, res bravo za take vzgojiteljice. To ni običajno, oziroma ne bom rekla običajno, ampak bom rekla, da to ni povsod normalno. No. Vem, kakšni starši mi pišejo, da pri njih, če je slabo vreme, so otroci noter. Tudi dost vsebin, kakor vem, gre v povezavi z starševstvom pri tebi oziroma skozi tvoj profil. Kako pa si se za to odločila oziroma zakaj? Veliko vsebin je v bistvu takih, kakaj s hčerko ustvarjava iz naravnih materialov. To je tudi en tak moj hobi že od prej, rada ustvarjam. Ne vem, rada se tudi zunaj tako... Tudi opažam pri sebi, ker sem na terenu, pa imam malce, zmeri moram tam ene storženiki na kup dajati, palčke zapikati v tla. Ali pa ne vem, spomnim se že tudi, ko sem bila študentka. Vsakič, ko smo ležali ob jezeru na plaži, jaz sem skozi tiste palčke, ki spadajo z dreves, sem jih zapikala v pesek, pa pol gor listke natikala. Skozi sem nekaj pač mogla delati. In sem zdaj to na nek način prenesla tudi na hčerko, no je to ful fajn. Tako da ja, dost vsebin je tudi teh, kako ustvarjati in kaj ustvarjati iz naravnih materialov. Take različne ideje. Hudo. Pa kaj z namenom spodbujanja ljudi, da preživljajo čas zunaj tudi z otrokom, tako. Sami teda. Ja, da dobijo, ker mogoče je res težko iti na sprehod z otrokom, samo to, ker pač otrokom ni zahodati. Če jim pa ti tam daš kaj, ok, danes nabiramo take listke, pa jih bomo pol sprešali, pa
bomo, ne vem, gor risali to pa to. Zmeraj jim moraš dati neko nalogo, da imajo oni en večji cilj od tega, da se sprehajajo zunaj. Koliko je stara ta mala? Zdaj bo 6. Zdaj bo 6, to so idealna leta za Ja, nekaj takega, super, ne? res. Ja. A tudi s kakšnimi prijateljicami že zdaj gre sama? Ali ne, še premajhna? Ne, to ne. Oziroma, ne vem, polet, ko gremo se kopati k jezeru, se Aha. vedno hodimo nekam kopati, ko je zraven en tak gozdiček, tam noter pa delajo hiške za škratke in podobno. Ja, hudo. Me zelo spominja to, glih taki trenutki me ful spominjajo na moje otroštvo, ker smo prav na isti lokaciji isto počeli. Kako lepo, Tako ja. fajn, ja. Bohinj je ful lep. Jaz grem večkrat, ja. Lih zdaj sva bila z Ano pred kratkim, sva šla v prav Bohinj, bohinjsko belo tam. Pa pol malo do jezera, do Ukanca, do Savice gora, ne, je tam lepa šetnja je tam okoli. In sem malo govoril z lokalci, sploh žunimo gor majstrom, ki vstopence prodajajo za Savico, in je rekel, da Slovencev ni več kle. Ja. Da samo še turisti, Ja. Hrvati, predvsem Hrvati, Srbi, da Slovencev pa ne vidiš več. Je rekel, kakšen vikend, ja, ampak da. Takole zdaj izven sezone, Ja, še izven sezone. poletje pa res taka gužva, da gužva je, drago je, drage parkirnine so in pač preveč je, prevelike mase ljudi so in že da prideš polet do Bohinja, se voziš skozi Bled. Ja. Mislim, Eno že uro. prej, ja, Noro. Tako da mi je jasno, zakaj ni Slovencev in tudi nam domačinom je že ni več fajn, no, ker jaz osebno delam na Bledu, živim v Bohinju in se vsak dan vozim Bohinj, Bled, Bohinj in to je polet noro. Kaj, koliko ti vzame eno uro? Recimo, zdaj mi vzame 20 minut, Ja. polet pa prej, kot 45 minut ne pride. Ja, tam se zabaša vse od zadaj, ja. Turistov je ful, zato ker se tudi tako na nivoju države dost promovira Bled, ne. Mislim, je zelo. Promocija je bila narejena že v preteklosti, ne vem, pač. Toliko je ljudi, ne vem zakaj. Preveč za to regijo. Ja, absolutno Ja. preveč. Tudi narava ne zmore tega. Jaz mislim, da bo enkrat prišlo do kolapsa. Vsaka, tudi narava ima neko nosilno zmogljivost in nekje je meja. In letos polet, če si mogoče slišal, je bilo en kup objav o nekih cianobakterijah in poginjih psov in ne vem kaj. Ja. Ne vem, kaj je sicer res, kaj ne, niti nočem se v te vsebine vpletati, ampak jaz mislim, da ko bo narava dosegla tisto nosilno zmogljivost, ko bomo šli čez, se zna narediti nekaj takega. Se zna narediti, da se razrastajo neke alge po jezeru, bo voda smrdela, kdo bo pa še prišel bohan? Jaz mislim, da se kaj takega zna narediti, če ne bomo pravočasno ukrepali. No. Kaj pa bi se moglo zgoditi? Kaj bi ti mislila, da Kako bi lahko ukrepali? Ja. Ne vem, omejiti število postelj za turiste, ne vem. To ja, po moje edino. Ja. Govori se o vstopninah v Triglavski narodni park, ker nočemo vstopnin, pa ramp, pa parkirnin, pa tega nočemo, ampak ne vem. Nekaj bo treba, na nek način bo treba zmanjšati število ljudi. To pa sigurno. Ja, jaz mislim, da prenočišča, sam spet, se pa bojo šli pa malo ven, pa bojo še več z avti not hodili, pa ne vem kva. Meni je tudi hudo to gledati, no, mislim, pa nisem imel neki občutka, saj jaz ne, takrat, ko sem bil tam, da bi bilo ful neki folka, edin na cesti pač. Mi je bilo pa jasen, da bolj Bled mi je bil tako, Bled je bil pa mravlišče, ne, sem pa tako, pa sami Kitajci. Kam sem jaz prišel. Drugač Bohinj pa ja, se mi zdi, da je lih še toliko malo naprej umaknen, da te stari ne hodijo toliko tja, no, te starejši turisti, ki grejo bolj Bled, pa Kremšnita, pa grad, pa je to, ne. Tako da ja, okej, hudo. Kaj pa je tebe do zdaj naučila tvoja hči? Veliko. Predvsem vztrajnosti in potrpežljivosti. Veliko me uči predvsem o sebi.
Velikokrat vidim, ko se ona kaj odziva ali pa reagira na kakšen način, pa mi takrat ni všeč, ampak pol, ko pogledam, pa rečem, joj, to je ona pri meni videla, ona se je tega od mene naučila. Ja, in to je tudi največji izziv zame, ker enih stvari res nočem, da jih kopira od mene. In to je največji izziv, da sem pred njo, da nisem taka, kakršna nočem, da bi tudi ona postala. Špego, ne, ti daje. Ja, res. Ampak dobro si, da opaziš to. A si sama opazila, ali ti je kdo opozoril? Ne, mislim, da sem kar sama opazila. Ja. Kdaj mi tudi že ona sama tudi reče. Aha. Ja, včasih, mislim, sem imel enega gosta, ki je rekel, da je vprašal otroka svojega, kakšen je kot oče, kako se lahko izboljša, ne. Je dobil zanimiv odgovor. Ja, evo, hvala, bom probala. Ja, da znajo kar povedati otroci, ne, se kaj, 5-6 let stara, to že, ja, to je. Ja, vse pove. A to zdaj prihajajo poluna leta, ne, ker začne že pa res svojo glavo, a ne, pa ima uporništva pa tega. Ja, ne vem, mislim, zaenkrat ne, ampak jaz se veselim. Meni je vsako leto mi je boljše z njo, res, vsako leto mi je taka fajn. A potujete kaj? Ali ste bolj... Ne prav veliko, gremo vsako leto na en orang dopust. Nič kaj tako Kaj na morje ali... Letos smo bili na primer na Korziki. A lepa, ste kaj plezali? Plezali ne, smo pa hodili v hribe. Tja hodijo plezati na Korziki. Ja, vem, sem v preteklosti tudi jaz bila in sem tudi plezala že na Korziki. Ja, Korzika je lepa. Mi smo bili pa na Sardini. Aha. Pa je otok zraven, ne? Ja, se ne vem, če nismo bili prav istočasno, septembra, ne? Ja, mi smo bili septembra. Ja, ker sem prav, ne vem, nek sem ujela in sem prav pomislila na to. Aha, ja, hudo. Vam je lepo tako, ko greste. Ja. Čeprav, veš, to je ena teorija, ne, da smo Slovenci, zakaj smo taki zapečkari, ne? Zaradi gora, ki nas obdajajo. In pri vas je to po moje še močnejše. Mi smo res. Ta, ne? A veš, ja. Sploh Boh in tam Ukanc pa to, nekaj prav, da bi te gore takole objemale, a ne, če so v jezer. Ja, ampak jaz to prav rabim. Jaz sem opazila, če gremo, ne vem, smo bili nedolgo nazaj na Štajerskem, tam sem gledala, mi je bilo kar čuden, kar nenavaden. Ne vem, se mi zdi, da mi te gore okrog dajo nek občutek varnosti. Ja, točno to je, ja. In da zato načeloma smo tudi Slovenci kot narod bolj ostajali v Sloveniji, a ne. Recimo, ne vem za koga, za koga, da so bili pa ali Španci, Portugalci, Nizozemci, da so bili pa pač zaradi te odprtosti morja pa tega, da so zato toliko pa hoteli iti ven, pa Američani te na obali, ki živijo. Da je ful razlika psihološko, kako dojemamo. Na podlagi tega, v kakšnem okolju živimo in kaj nam sporoča, ne, kakšne informacije nam daje. Pa tudi konec koncev Slovenija je res tako lepa država, da ne vem, vse takrat, ko je bil COVID, pa to, ko nismo smeli hoditi okrog, vse ugotoviš, da v bistvu imamo res vse tukaj. Ja. 1 uro stran od doma ali pa 2 ure stran. Takrat je moglo biti dobro biti v Bohinju. Ja. Kjer benga, samo na narava zate. Res, ja. Ja. Jaz sem vse, odkoli sem ti prej povedal, sem opazil, da se je ful začela prebujati nazaj v meni neka želja potem, da sem več v naravi. Kako ti splošno opaziš to kot mogoče pri nas kot družbi? A vidiš tako več ljudi v naravo, da želi iti? Na splošno se mi zdi, da se zadnje čase veliko več ljudi vrača nazaj k naravi, ker se mi zdi, da vsak čuti neke pozitivne lastnosti tega časa preživetega v naravi. Se nekaj je že znanstveno dokazan, drugo je pa tudi že sam ta naš občutek, ko pridemo nazaj, tudi jaz pridem zmeraj nazaj iz gozda ali pa predvsem iz hribov, spucano glavo, nove ideje dobiš, tak dober občutek. No. Tako da se mi zdi, da se zadnje čase se ljudje veliko več vračajo v naravo, k naravi. Zdaj, eni, mislim, so pa različni načini, a ne? In tudi različni vzroki, zakaj ljudje hodijo v naravo. Pa se mi zdi, no, da ima vsak neko korist od tega. Že zelena barva pa je zdravilna. Ja, bi rekla, da pomirja. Ja, je prav dokazano in ne vem kaj, pa zvoki,
šum vode, recimo. Ja, Pa tista tišina v Ja. gozdu, ki jo slišiš, a ne pa tam nek čist stran slišiš en slab. Pa ne vem, pač meni preprosto je. Vsakič, ko gremo v naravo, se mi zresetira neki živčnem sistemu ali neki. In sem večkrat že, tudi ko sem hodil recimo na delavnice v Bohinj, ko smo imeli. Večkrat, ko sem se od tam vozil domov, sem bil tako ganjen, tudi okusam. Ja. Tako iz nekega takega, ne vem, wow, kaj sem mogel jaz sem odkriti. Ampak to je pomenilo 3 dni telefon na stran. a ne. ja. In niti če vse te impulze, joj, da kva naj zdaj delam. Pa pač si pa gledaš v naravo, a ne, pa si malo z biki, pa kravami, pa z vodo, pa je Točno dovolj. to. a ne. Jaz ful Ful je probam. zdravilno. Jaz ful probam ljudi spodbujati k temu, da grejo tudi v gozd brez telefona, oziroma da ga pustijo tam, kjer ga imajo, da ne gledajo skozi neki sporočila, pa karkoli, ali pa da ko se usedeš, ne vem, v hribih, na vrhu hriba, ko se usedeš na tla, da ne vzameš telefona, pa pogledaš kaj novega, A treba je slikati. ampak da probaš res samo uživati in gledati, poslušati. Tako, kdaj se tudi meni naredi, šibam na hrib popoldan, prijem gor, vidim ful sporočil ali pa nekih nujnih stvari, pa jih podelam vmes, ko sedim na vrhu in potem grem dol. In ko prijem nazaj, se rečem, šit, na vrhu sem bila, pa sploh nisem si vzela tistih 5-10 minut, da bi užila ta občutek. Prav tako, joj, kva sem zamudila. Ja, pusti telefon doma. Ja, A sam to pa ne moreš zaradi varnosti. Ja. ja. To je pa fajn med sabo. Ja. Ampak vse si ga daš lahko na flight mode. Ja, pa to je. Ja. Sam s flight mode, da ga hitro spraviš. Ja. Ja, kaj bi rada ljudem dala v prihodnosti? Če se bi dala rada ljudem s svojim delom ali pa s svojim profilom, recimo, več, kaj bi rada dosegla? Ljudem bi rada dala več poguma, zato da si upajo iti v gozd, predvsem sami, ker to, da greš ti sam v gozd ali pa v hribe, je res dobra izkušnja. No? Se pravi, to, po drugi strani bi rada pa gozdu tudi nekaj dala, bi pa rada dala v bistvu to, da se bodo ljudje tam primerno obnašali, da bojo razumeli gozd pa gospodarjenje z gozdom. No, to bi tudi ljudem rada dala, da bojo razumeli gospodarjenje z gozdom, zakaj je to nujno potrebno, zakaj se to izvaja in take stvari. Dobro slišati, da pri nas to dejansko tako dobro funkcionira. Ja. To je lepo slišati. Ja. Slovenija je res ena izmed redkih evropskih držav, ki ima tako dobro ohranjene gozdove. No? Pa tako dober način gospodarjenja, pa tako dostopne gozdove. Ja, lepo, lepo, lepo. Glede bontona, mogoče še kaj. Torej, ki si rekla, da bi rada ljudi tudi naučila, kako se v gozdu obnašati. Ok, imava dretje, imava smeti. A je še kaj tazga, ki sem mogoče pozabila? Pa to, da se držimo poti, se mi zdi tudi zelo pomemben. Pa potem, da se ne vozi s kolesom. S kolesi je vožnja po gozdu izven gozdnih cest prepovedana. To se tudi zadnje čase. Veliko se to dogaja. Ljudje se vozijo in s kolesi, s kroslami, štirikolesniki, tudi z avtomobili se vozijo vse povsod. In to res ni primerno, no, to res ni v redu. Ja, kar. No, pa še to mogoče, da pri nabiranju vseh teh dobrin, ki nam jih gozd ponuja, da se držimo predpisov, da se gob, pa borovnic, malin in podobno nabira res samo 2 kili na osebo na dan, kar se mi zdi neka čist taka zdrava mera, pa predvsem to, no, da smo hvaležni, da pomislimo na to, kje smo, pa zakaj smo. In da smo hvaležni. Zakaj je pomembna ta količina, recimo, da več gob se ne nabere? To je v bistvu samo iz nekega takega varnostnega razloga, da se ne bi pojavili kakšni poklicni nabiralci, ki bi potem pretirano nabirali in šli na vse zgodaj zjutraj, takrat, ko gobe so, in vse pobrali in potem to prodajali. Ja. Ok. Gozdarstvo bi se še malo vrnil. A vidiš, kako vidiš, da se bo gozdarstvo v prihodnosti razvijalo?
Ker zdaj do neke modernizacije itak prehaja stroji pa to, ampak spet preveč strojev v gostrin. Ne vem, če bi bilo pametno. Kaj se kle dogaja? Ja, tukaj se veliko dogaja in gre v neko smer, ki nam gozdarjem ni najbolj všeč, ampak v resnici smo nekako stisnjeni v kot. Zaradi tega, ker včasih je bilo tako, da je bil en kubik lesa vreden toliko, kot je bila ena mesečna plača delavca, sekača. Kar pomeni, da je bil les relativno ogromen vreden. Danes pa to še zdaleč ni več tako. Danes je pa les relativno pocen in zaradi tega tudi ne moremo pričakovati, da bojo delavci gonili motorke, to je pač res težaško delo. Ročna sečna lesa je res eden izmed najbolj napornih poklicev, pa tudi nevarnih. In teh ljudi, ki so pripravljeni to delati, je vse manj, obenem pa jih je treba tudi dobro plačati, da so sploh pripravljeni to delati. Les pa ni več tako reden in zaradi tega prihaja do tega, da je vse več strojne sečne. To so teh tako imenovani harvesterji, to je stroj, ki ima tako procesorsko glavo in prime drevo, ga odžaga, ga spusti skozi procesor, da odpadejo veje, ga mimogrede še razžaga na 4 metre. In je v bistvu veliko bolj učinkovito, veliko bolj je za človeka pač ergonomsko delo. Je pa težava to, da so pa to težki stroji, ki pa rabijo gozdne prometnice, ki naredijo kar nekaj škode na gozdnih tleh, naredijo tudi kar nekaj škode na tistih drevesih, ki ostanejo v sestoju. Tako da zdaj nekako iščemo tisto pravo pot vmes. Vsi bi radi, da bi se čim več delali na roke, zaradi tega, ker je pač poškodb na ta način manj. Ampak realnost je pa taka, da ne bo več kmalu ljudi, ki bi pripravljeni bili to delati. Ja, kaj pa se moglo zgoditi, da bi bili? Kaj plačati boljše? Če bi bila cena lesa več vredna, da bi se več splačalo delati na roke, da bi podjetja lahko ti delavce še boljš plačala, ali pa lastniki, bi bilo verjetno tega več. Konec koncev pa slej ko prej, danes je toliko veliko ponudb za delo, veliko lažje delo, da je malo takih, ki so pripravljeni še tako delati. Ampak ne obstaja pa recimo možnosti, da preprosto ne bi bilo več v prihodnosti ljudi, ki bi skrbeli za gozdove. Ne, jaz mislim, da vedno bojo. Vedno bojo, mislim se tudi. Skrb za gozd je v bistvu za lastnika tudi donos iz gozda, ker on, če skrbi za gozd, takrat seka v gozdu in tudi nekaj ima od tega gozda. Kaj bi se pa zgodilo, če bi nehali skrbeti za gozd? Če bi imeli pragozdove, tako kot kakšni glih ti okoljski aktivisti bi radi imeli, pa se zelo zavzemajo za to, pa po možnosti še, da bi nehali streljati divjad. Veliko je teh aktivistov, ki se za take stvari zavzemajo. Kar se tiče živali, bi se ene zelo namnožile, druge bi odšle oziroma izumrle. Sigurno ne bi bilo takšno ravnovesje, kot ga trenutno imamo. V samem gozdu bi bilo pa veliko več odmrlih dreves. Lahko tudi do 30% vseh dreves, ki bi bilo v gozdu, bi bilo mrtvih. Ljudje si predstavljajo, da pragozdovi izgledajo tako, kot izgledajo gozdovi na Pokljuki. Sama lepa debela drevesa, spodaj mah, gobe, borovnice, ampak ne gospodarjeni gozdovi so običajno neprehodni gozdovi, zaradi tega, ker se drevesa pač, ko odmirajo, se podirajo in ni to tako lepo za pogled. Je pa najbolj tisti prvobiten ekosistem, pa je pač pragozd. A pod gozdarstvo spada samo operiranje z drevesi? Ali tudi, se pravi, kar se tiče živali, mogoče podrastja, vseh teh zadev? Vse. In tudi, naprimer, na Zavodu za gozdove mi pišemo gozdno-gospodarske načrte, kjer določimo, koliko in kje se lahko seka, kaj je treba, kar se gojitvenih in varstvenih del tiče in vsega tega. Izdelujemo pa tudi lovsko-upravljalske načrte. To pa pomeni, da mi določamo,
če na kratko povem, kje se lahko koliko česa ustreli. Tako da tudi to načrtovanje tega je tudi pri nas. Izvajajo pa potem to lovske družine. Ja. Te lovske družine pa so, kako nekdo lahko, a to je pač družina, ki je potem tako kot notar, se pravi, če si iz te družine, si lahko lovec ali ne? Ne. To je lovska družina, je v bistvu kot neko društvo, ki ima neko lovišče na čez. Aha. In član lovske družine postaneš, da se včlaniš, potem moraš opraviti lovski izpit in vse, kar se. A se zraven pol paše. večino lova, ki se dogaja v Sloveniji, seveda govorijo o zakonitem lovu, dogaja z namenom tega, da se živali ne bi prerazmnožile, ali se dogaja z namen kulinarike, se pravi hrane? Želi se obdržati oziroma vzpostaviti neko stanje, ki bi bilo čim bolj ugodno za vse vrste, obenem pa tudi za gozd. Zadnje čase imamo kar veliko teh mladih gozdov, se pravi mlajših razvojnih faz, to so taka mala drevesca, ki jih jelenjad močno obžira. In to je znak, da je jelenjadi na tistem območju preveč. In če mi hočemo nekatere vrste, naprimer jelka ali pa plemeniti listovci, so sploh taki, da jih jelenjad rada obžira. In če mi hočemo, da nekoč v odraslem gozdu te vrste bodo, je pač tam treba povečati odstreljen jelenjadi. Kaj pa divje svinje? Divje svinje pa delajo druge škode, delajo pa škode na kmetijskih površinah, rijejo travnike, nive in podobno. A si kdaj srečala kakšno? Ne. Tukaj na našem območju jih je zelo malo, Zgornja Gorenjska zelo malo. Tam dol v Ospu jih je dosti. Ja. Na Primorskem je pa noro. Pravijo, da ni lih za sreča. Ja. Jaz mislim, da so tako relativno, bi rekel, da je celo bolj nevaren kot medved. Mislim, veliko večja verjetnost je, da ga srečaš. Da te tudi napade, ne? Ja. Ka medved ne bo napadel, ne? Ne vem, jaz sem ga sicer dvakrat že srečala in obakrat je bežal, kar je le mogel, pa tudi kar imajo izkušen moji sodelavci, je pač večinoma se zelo boji in umakne. Pa pri nas je itak ta vrsta medveda, ki pri nas ni neki velika, ne? Rjavi medvedi proti grizlijem so majhni. A pa črni. Ni tako, da bi glih pojedel človeka. Pri nam medved, če napade v samoobrambi, ampak nikoli pa ne poje medveda, pač napade ga šapam podrena tla, ne pa da bi mu nogo utrgal pa celo pojedel. Tako kot v enem filmu, pa je že Leonardo DiCaprio, ne vem, če si gledala, bolj da nisi gledala, ki je Revenant, takva je. Ki je v gozdu in jih je medved napadel in grozen film. Zdaj bom gledala, evo. Ne vem, ne gledati s hčerko to zim. Ne, to pa sigurno, Ki je zelo nazorno prikazano vse, pa ne vem kva. Drugače eno zgodbo z polarnega medveda sem slišal, da tisti so pa opasni, ne? Ja. Ker pa nimajo hrane toliko in to bo pa naredil vse. Ja, to pa čist druga zgodba so, Kva še kaj srečala pri nas v gozdu? S kakšno kačo? Ja, kače so kar pogoste. Kač se bojim. Ja, verjamem. To je mogoče celo moj edini strah. Evo. Zakaj pa? Ne vem, to po mojem izvira iz genov, ko ne rečem, to je po mojem tisti najbolj prvinski strah. Nisem imela slabe izkušnje. Sem imela pa tudi eno zanimivo zgodbo z dedijem, ker sem bila majhna, še nisem v šolo hodila. Tam sem hodila v eno plezališče, moj dedi je tudi veliko plezal in je on tam nekaj plezal, jaz sem pa spodaj pod steno sedela in se igrala in enkrat jaz vidim v eni luknji v skali, vidim želvo. In jaz, dedi pa gor v steni, jaz kot dedi, tlej želva, v luknji je želva, jo bom ven vzela. Bila sem pa navajena šla ta želve, ker so jih eni družinski kolegi imeli. On pravi, to ni želva, noč ne šlataj, to ni želva, ne. No, se to mi pa kasneje povedal, oziroma že takrat je rekel, Lucija, tole je bila kača. Modras. Ja, modras. Noro, mislim. Res je bilo blizu, jaz sem pa pač videla v luknji rilček, ne? Ne vem kva, vzorc verjeten, in sem bila ziher, da je želva, nisem takrat še pomislila na kačo. Tako da kač se bojim, kače tudi
kar pogosto srečam, pa v gozdu še niti ne tako pogosto, kakor v hribih, ali pa tako, ko se kopamo na Savi ali pa v jezeru. To bo zdaj koga presenetilo, ampak v jezeru plavajo belouške. V Bohinju. Ja. Ja. Belouške? Ja. Kako so sem In- prišle? Ne, so, se A to so? čez njihov naravni habitat ob vodah. nisem- Ja. Ful zanimivo izgledajo takole, ene toklajo ven gleda, prav glavo ima ven iz jezera in ona plava. Čez jezer plava, res zanimivo. Sam so, to so nenevarne. a Ne, Ja, nevarne, ja, ja. ne. Nič nočejo, tudi če plavaš, gre stran, ne bo prišla k tebi. Ja. Ampak ni pa glih prijetno. Ja, če kakšen turist to gleda, za tabo grejo in te požrejo. Ja. To ne rabite v Bohinj hoditi. Ja. Drugače pa mrske. Se mi zdi, da čisto vsakič, ali če grem službeno ali privat, je ena taka edinstvena izkušnja. Zmeraj kaj zanimivega najdem. Ne vem, mrske se najde, no. Kaj te pa gosto tep naučil? Fuf. Dobro vprašanje. Ne vem. Ne vem, kaj me je naučil, vem pa, da mi je veliko dal. Oziroma mi daje. Vse te ideje, veš, kakšne dobre ideje jaz dobivam, ko hodim po gozdu, tako, kot si mi prej rekel, da bi jih kar mogel nekam si zapisati. Ideje pa to, da se zluftam. Jaz, če imam kakšno tako stresno obdobje, kdaj imam, da je že v službi tako, kaj, da je preveč vsak dan neki, da ne morem dokončati, ker je pa že, ne vem, da je preveč vsega v službi, pa mogoče pa še doma takrat kaj, pa da še, ne vem, vreme ni ta prav, ali pa da nimam varstva za hčerko, da nimam časa en teden, da en teden ne bi mogla iti sama ali pa s partnerjem nekam se malo poterati, joj. Grozna postanem. Ja, definitivno vpliva, sigurno vpliva. Še pol veš, koliko vpliva, ko greš po daljšem času, pa si tako, To mi je manjkalo. da se spomniš. to. Ja. Ali pa tudi, koliko ti da za naprej. Mi, da so prejšnji vikend šla po karavankah hoditi za 2 dni. Sem rekla, evo, tale november je zame rešen. 2 dni so bila sama, lepo vreme je bil. Tako vse je bilo dobro. Sem rekla, evo, jaz sem zdaj lahko cel november delam 100 na uro. Sam, da sem tole, da sem je poklopil. A boš še kakšen izziv, tako kot je bil ta 1000 ur zunaj? A že kakšnem novem razmišljaš, a tega še ni konc? Ne, takrat je ta izziv bil. Jaz sem tudi ljudem dala na splet eno povezavo, kje si lahko ta drevo dol sprintajo, pa si sami beležijo te ure. In prve 2 leti sem jih kar tako pogosto opominjala, zdaj zadnje čase sem pa kar malo pozabila na to. Veš, toliko sem druge vsebine začela komunicirati na Instagramu, da sem pa kar malo pozabila. Mogoče je to dober opomnik, da še komu dam idejo, da se gre ta izziv. Ja, mislim, definitivno je za vsakega dober, a ne? Zakaj? Mislim, a veš, čisto preprosto, samo da se mi da danes o tem pogovarjajo, bo mogoče kdo rekel, pismo, ja, res bi lahko več ven hodil, evo, gremo si dati neki izziv in gremo čim več časa preživeti zunaj, a ne? Ja, Veš, zakaj si dajemo izziv, da bomo šli 3-krat na teden v fitness? Ne damo si pa izziva, da bomo šli 3-krat na teden ven, v Ja. gozd. Res, že samo to, da si zunaj, znižuje raven stresa. To je pač znanstveno dokazano. Pač pozitivno vpliva na imunsko odpornost in ne vem, že to se mi zdi dosti dober razlog, da gremo ven in da... Pa von po svežem zraku, no, ko Ja. prideš domov. Pa da je kdo nek bil, jaz to dostkrat, ko sem šel sta malo, ko smo šla ven, ne, pa smo prišla domov, Jana zmerjo povohala in ko dišiš po svežem zraku, jaz sem pa tako, jaz ne voham, a ne, sem bezum. Ja, to. Ja, mogoče, ne vem, kaj pa kakšen drug izziv, tako, nisi toliko v teh scenah, da bi... Mislim, Si rekla, da si tako jaz večkrat sem- kakšne izzive si ja, dala. jaz imam zdaj še naprej, imam te izzive z višinskimi metri, tako da zdaj sem spet letos na 100 000, je izziv 100 000 višinskih metrov. Torej, v enem letu, da narediš, recimo, če greš na 52 tisočakov, si jih naredila 100 000, ne? Ja, če si štartal na morju. Na nuli, ja. Se pravi, gledaš samo višinsko razliko. Ja. Tako da to pomeni, recimo, 2000 višincev na teden. Recimo, to je, ne vem, če greš iz Pokljuke na Triglav, je 1500 višincev. Ja. Se pravi,
Enkrat na teden, ja. enkrat na teden na Triglav, pa še enkrat na teden na enega na Viševnik. Evo, A pa to ti tako rečeš, enkrat na teden na Triglav, kadar res to delaš? Ne, zdaj ne, včasih sem, ja. A res? Mislim, ja, včasih sem naredila 150.000 višincev na leto, ja. Kolikokrat si bila pa na Triglavu? Ne vem. To je tako, kot sem tle z Ljubljančane Šmarne gor. Ja, takrat sem res, ja, naprimer leta 2018, 2019 mi je bilo tako mimogrede, ja. Še v bistvu še 2 leti nazaj sem šla, tam malo sem v vrtec peljala, šla na Triglav nazaj in jo pol 3 pobrala. Ja, Wow, pa to je pa kar tempo pol. ja, S katere strani si pa šla gor? iz Voj. Aha, Voje je ena planina v Bohinju, ki je tako direktno najkrajša razdalja. ja. Ampak kaj imaš, Ferato ali? Ne. Je Mislim, pot. ferata zavarana pot je pol samo Vaj. od Planike naprej. Ja. Moraš imeti srečo, da ni gužve, ker zdaj polet, če Mhm. greš, je taka gužva, da ne moreš sploh se tega iti. Tudi je oblegan rato, ja, Ja, Triglav. se Mene je kar malo odvrnil. zaradi tega tudi hodim na vse vrhove okoli, ki so skoraj isto visoki, isto lepi, pa veliko manj obljudeni. Ja, saj to ne, saj to. Sem bil na križu tam, pa kva je od križa levo. A je ta... ne bom se spomnil. V glavnem tako z obeh sem videl direkt Triglav nasproti. Razor, Akija, Stenar, ne vem. Po moje, da ne, Razor je unka ima uno lukno, ne, tisti ni To Razor. si je prisank. Tako, ti si prisenk, ja, pomava križ, Ja, pa en še levo. ne, ampak kot prisanka je najprej Razor. A ne, pa še bolj v drugo smer. Se ne vem. Bova pogledala. Ja, mislim, dolg že od tega, ampak ja, tam sem bil in mi je bilo ful lepo. Sploh, ko sem gor prišel, pa videl vse to. Pri nas Kamniško, Savinjski sem s Kamenke, drugače v originalu. Sedlo, ok, pa imaš une gor, ampak je čist neki drugega tam, ko priješ gor. Dol, ko pogledaš proti vsem tem gorovju in tako. Pač Ja. meni je bilo ful epsko. Ja. Po sem si pa predstavljal, ko sem imel pa kle Lukata, tega Kovačiča. Kovačiča, ja. Rekel, ti majster pa kle laufaš gor. Ja, stari, ne, tako on je pa sploh, to je pa next level, ja. To pa noro. Prav predstavljal sem si ga, jaz kle gor pridem cel ponosen na se, un Red Bullček si odprem, ga pijem, un bi pa kle mim zdaj brži živijo. Prlaufal Ja. pa šel pol še Ja, na vse ja, tiste, ja. ki si jih ti tam gledal, a ne, v daljavi. To, kar je razlagal, kolikih urah je pretekel, ne vem kva vse tam gor. Ja. To je pa noro. No, on pa ima izzive, nore izzive. To Ja. pa so, ja, next level, ampak to moraš biti pa tudi fizično, no, saj on. Pa jaz, ki sem ga gledal klest, a veš preprost, tako, kaj bi rekel, pizda, to moraš imeti neke travme globoke, da te tok žene, da tok pač se guraš, a ne. Ampak ne, čist tako iz feelinga, dober mi je. a ne. Ja. Mi je bilo ful dobro tudi z njim se o tem pogovarjati. A si kdaj v tujino šla kam na kakšno višjo? Bila sem v Avstriji na Gorovsglocknerju, v Nemčiji na Zugspitze, pa v Italiji na Ortlerju. Aha, To je to. drugo pa, da bi šla pa kakšne te višje alpinistične podvige. Ne, me vleče, ful me vleče, ja. Je v planu, no. Zdajle sem imel gosta, nedolg, kdaj pa je bil res? Matjaž Jeran, Ja, poznam. Poznaš? Ja. no je bil klele 2 tedna nazaj, ne vem kdaj, se ne vem, koliko je sploh, kdaj, kjer ga sploh smo zdajle. Je razlagal, da so dol hodili v Afriko, da imaš fulenih teh plezalskih. Aha, ok, to Pa pa. da tudi on, da rad dela tako z ljudmi, ki bi si zadali neki izziv, pa bi pol šli tja, ampak da tudi Himalaja ne. Niti. Ja, ne, ja. Ne, tudi mene, Pakistan, ne. mislim, da je govoril. Ja, kaj takega, ja. Ja. Bomo videli, no, je v planu, želje so, ampak vsem pri alpinizmu je vedno je mečken rizika in pol, ko imaš Tak. majhnega otroka doma, na vse to malo drugače gledaš. Verjamem, ja. Ja. Sploh, če si iz Bohinja, ki te tako Ja. zgodi. Pa reče, ne rabiš ti kameri, se imamo kle Ja, vse. ja. Je lepo, Lucija. A je še kaj tazga, kar bi se ti zdel pomembno povedati ljudem, ki se mogoče ne tako aktivno ukvarjajo z gozdom, gozdnim bontonom, preživetjem zunaj itd. Nač to, da ne grejo ven, no, to se mi zdi tisto glavno sporočilo, pejte ven, pa
pa raziskujte, pa če kaj ne veste, se pozanimajte, kaj je, ker gozd moraš poznati, da v njem uživaš, ga moraš poznati pa razumeti. Kaj pa mogoče, če bi te vprašal, kakšen mit o gozdarstvu, to sva, da si sva že nekaj obdelala. Mit. Tako iz vidika, da veliko ljudi misli, da je tako, v bistvu pa sploh ni. Ja, tudi to, da zadnje čase veliko ljudi piše, zakaj ste tam naredili golosek. To se mi zdi ena taka, po Sloveniji zadnje čase delate goloseke, pa jih ne, no, to so posledice vedno teh ujm, ko pride do vetrolomov, do prenamnožitve podlubnikov in podobno, takrat se pač je treba vsa drevesa posekati in to zgleda mogoče komu kot golosek, ampak ni golosek. Če ti pustiš mlada drevesa, je to še vse en gozd. Ja. Kaj pa glede, o tem se dostikrat govori, pa je tudi zelo clickbaitersko vse naštiman, podnebne spremembe, a ne? Kako jih vi kot gozdarji opažate, kaj mi lahko iz lastne izkušnje o tem poveš? Ja, podnebne spremembe sigurno so, mi veliko delamo na tem, zato podnebne spremembe se zelo hitro odvijajo, a ne? Verjetno se tudi ti kot otrok spomniš čisto drugačnih zim, kakor so zdaj zadnja leta, a ne? Ne spomnim se na Rakitni 2 metra snega. Tako, Ja, in Ana, to je 20-30 let nazaj. In ta drevesa, ki so zdaj odrasla, ta drevesa so stara 100, 150, 200 let. In drevesa se ne morejo prilagoditi na te spremembe, ker rastejo 100, 200 let, kar pomeni, da je naša naloga, da mi te gozdove prilagodimo na spremembe. To pa naredimo tako, da pač uravnavamo drevesno vrst tako, da pospešujemo tiste vrste, ki so na podnebne spremembe, na sušo, na vročino bolj odporne, in pa da pospešeno odstranjujemo tiste vrste, ki na to niso pač prilagojene. Se narava že sama te vrste izloča, na primer smreka, ki tukaj sploh ni naravno tako razširjena, kot je po celi Sloveniji, je pač bila sajena 150 let nazaj, izključno zaradi tega, ker so ljudje vedeli, koliko hitro raste, koliko ima dober les in podobno. In narava zdaj sama to dela, da pač odstranjuje tisto, kar tukaj ni naravno, in smreka pač ni prilagojena na sušo, na močne vetrove, ker zelo plitvo korenini, na vročino, na nič, in narava sama dela v to smer, mi pa jo moramo poslušati, pa se kaj iz tega naučiti, kar pomeni, da na taka območja ne sadimo spet smreke, da nekjer pač vidimo, da rastišče ni primerno, ne sadimo spet smreke, čeprav hitro raste, pa ima dober les, ampak dajmo probati s kakšno drugo drevesno vrsto. Ja, koliko je pa te potrebe po lesu za izvoz pri nas? Večinoma lesa gre v izvoz. Gre ven. Ja. V Sloveniji imamo zelo slabo razvito to lesno verigo. Pač žagarske pa naprej lesnopredelovalne industrije je zelo malo oziroma premalo za ves ta les, kar ga imamo. Tako da mi večino lesa izvozimo v Avstrijo, tudi na Kitajsko. Ja, to se sliši, na Kitajsko greva, ne. Noro, ja. Wow, kaj nimate svojih gozdov, ali kaj? Ja. Zakaj to? Malo jih imajo, drugi razlog naj bi bil pa tudi to, da sem vozijo ladje polne, iz Kitajske pridejo polne in jim je ugodno peljati tovor nazaj, ker drugače bi jih mogli obtežiti ne vem s čim. Ja. In je praktično zelo pocen transport. Prav to pa nisem vedel. Ja. Zanimiv. Ja. Ti se vidiš v gozdarstvu še naprej? Ja, to je sigurno moje poslanstvo. Kaj pa Tamara? Kaj jo zanima tako? A že kaj o tem govorite? Kaj boš velika? Ja, se pogovarjamo, ampak ima vsakič kaj drugega še zaenkrat. Ja, jaz upam, da bo, mislim, ne, da bo gozdarka, ampak da bi imela rada naravo. Ja, pa da bo razumela, pa v bistvu želim ji to predati znanje, predvsem, da bo razumela gozd, da bo vedela, da se ne rabi nobenega bati v gozdu, da bo vedela tudi, kaj vse lahko dobi iz gozda, koliko je enih užitnih ali pa na drug način uporabnih rastlin.
No, to se mi zdi, da tudi veliko delam na tem, da na vsakem sprehodu, ko gremo, se je že tudi ona navadila, da mi reče: "Mami, kva pa danes lahko probam?" Če ne druga, ne vem, kakšne tiste zajčje detelce ali pa karkoli. In ji ful dobro, mene to preseneča, ker jaz kot otrok sem bila zelo taka, da nisem upala probati, da mi je en rekel: "Na, teli bukovi listi, lahko jih ješ." Bi rekla: "Ne bom jedla bukovih listov." Ona pa vse proba. In za vsako stvar: "Mami, a to lahko jem, a te liste lahko jem." To mi je fajn, no, in tudi vidim, da to je njej dobra motivacija za iti v gozd, pa tudi za iti v hribe, no. Predvsem za iti v hribe je to super motivacija. Lepo. Se pravi, ljudje, ki bojo prišli na tvoj profil 1000 ur zunaj, lahko pričakujejo, da jih bo s spremljanjem tega manj strah biti v gozdu sam, Ja, da bojo bolj se znali znajti z stvarmi, oziroma ne stvarmi, z darovi, ki jih gozd ponuja. tako. Probam delati predvsem na tem, no, da jim dam kakšne zanimive stvari, ki ne vejo. Na primer, jaz vsako pomlad točim brezovo vodo. Ja, to pomeni, da zvrtaš luknjico v deblo breze. To je pred olistanjem, ko poteka to pospešeno pretakanje hranil iz tal v brste na listih. In ta voda je polna mineralov in vitaminov. In točno to brezovo vodo, in to tudi vedno objavim, in se zdi to tako ljudem zanimivo, pa pol kdo proba. A jo rečeš pol z navadno vodo? Ne. Direkt Ne, taka, ko pride? direktna, saj veš, to je zelo blagega okusa. A zanimivo. Eni ljudje to. Tekoča ali Ja, mislim čist? čist tekoča, Ja. bistra, včasih majhen, taka motna, belkasta, Aha. ampak zelo blaga tudi po okusu, sladko-kisla, zelo blag okus ima. Ker večina ljudi ve, pozna javorjev sirup, ampak tudi javorjev sirup ne priteče sirup iz drevesa, isto priteče javorjeva voda ven, ki je tudi rahlo sladkega okusa, ampak potem to vodo kuhajo, da pač voda izpari in ostane sirup. In to je potem ta javorjev sirup. A bi se brezlo isto naredil? Ja, isto. Kaj pa bezeg? Ne, bezeg so pa cvetovi, ti si pa čist drugo, ja. Ti si pa čist drugo. Ja, ne, tudi ni, se tudi na javorju ni noben plod ali pa nič na njem ni sladko. Ja. To so v bistvu ti sladkorji, ki so v tleh, ki se pretakajo. A si tekom tvojega študija, ki si spoznavala drevesa, ker drevesa so tudi ena taka čudovita bitja, ki delajo veliko enih stvari, ki ti jih sploh ne poznamo. Kaj se ti je zdelo kaj tako fascinantnega, ki te je mogoče navdušilo, pa prej nisi sploh vedela ali o drevesih ali o čemerkoli v gozdu? Toliko je bilo tega. Meni se zdi glih to, koliko je v bistvu užitenega na drevesih, ali pa na drug način uporabenega, kaj vse so v preteklosti ali pa še danes samo na drugem koncu sveta vse ljudje dobijo iz dreves. Glih te drevesni listi, mladi drevesni listi, spomladi, ko drevesa vzbrstijo. Skoraj vsa v Sloveniji, ne vsa, ampak skoraj vsa imajo užitne liste in jih nabirajo eni in jih zmešajo v solato ali pa delajo razne likerje iz njih. Ta uporabnost, pa smrekova smola. Smola, ja. Ja, to je tudi. Smola je nora. Ja. Zakaj se že smolo res lahko uporablja? Veliko jo uporabljajo v kozmetični industriji za ta smrekova mazila. V bistvu smola, smreka ima smolo zato, tam, kjer jo ranaš, pride smola ven in se ona na ta način zamaže, zaščiti, da ne pridejo noter glive ali pa kakšni drugi patogeni. In isto deluje tudi pri človeku. Se pravi, se na rane se mažejo ta smrekova mazila, ki so zmešana je smola pa neko olje. In isto deluje, pač proti vnetno, pa hudo, pa hitrejš se zacel in podobno. Lahko jo pa tudi ližeš, kot žvečilni gumi. Ja. Zdajle, ko sem imel Niko Pengal, s čebelami, ki so ga si poslušala. Ja, sem poslušala, ja. No, mi je dala za probat te medene čigumije. Aha. In sem si na nek način skoraj tako mi je bilo, da bi neko smolo žvečil, samo da je smola veliko bolj pocasta, ampak tako ni. Jaz sem mislil, da bo čigumija, ampak ni, ampak mi je bilo ful zanimivo, ker ni izginil tisti nikamor in je tako čisto naravno. Sem je tako, koliko še enih stvari nam ta gozd ponuja, ki jih mi sploh pač smo pozabili v bistvu
Veliko tega Ja. znanja gre res v pozabo, ja, ker Ja. se ne ohranjajo, ne nabira se več, ja, pa tudi ne prenaša se naprej iz roda v rod, kot se je včasih. A gobe veliko hodiš nabirati? Nabiram jih veliko, jem jih pa malo. A res? Ja. Ti niso? Ne. Ne. Ja. Ti smo, Ful so mi dobre marele, ampak druge pa ja. tako, no. Sam ne mi zdaj reči pohane. Ja. Ja, dobro. S tatarsko omako, pa smo tam res si marelo jedli. Jaz se tudi spomnim, jaz so bile tudi marele zelo dobre, ki jih je mami spohala. Ja. Kada Dunajca. Ja, genau. Ne, nabiram jih zelo rada, no, in tudi me ful veseli nabiranje gob in tudi, ko vidim gobe, sem tako res vesela. Jem jih pa bolj malo, če je že Ja. glih treba. Ja, lepo. Kako ti je, kako se počutiš? Ja, super, A je super. bilo fajn? Ja, fajn. Lej, sigurno je kakšen, jaz sem se par stvari naučil, a ne. Cool. Tako da mi je res všeč, plus spet sem dobil teh malo nazaj. Par spominov iz otroštva si mi ven vrgla tako, ko si mi v njih palčkah govorila, pa po potoku spuščati te listke, pa Ja. vece, sem bil tako, wow, kje sem se zdaj to spomnil. A mlinčke ste delali? Ja, Delate? ja, še zdaj jih s hčerko tudi. Ne, to so take, in to moraš, in ne smeš pozabiti na to. Mi glih nedolgo nazaj kolegica, ki ima starejše otroke, mi je rekla: jaz sem vse to pozabila, ko sta bila moja dva majhna, jaz sem vse to pozabila. A, Je treba iti z otroke ven, no, ko res uživajo. Meni se zdi, da jim je tudi njim to najlepši čas, da so zunaj, pa da lahko ima te hiške za škratke. To je tako dobra aktivnost. Kaj so to hiške za škrat? Hiške za škratke. Mi gremo ven, ona je v gozdičku in rečem, no, zdaj pa delajmo, ali pa delaj naredi kakšno hiško za škratka, postav palčke, naredi streho iz mahu, naredi potko iz kamenčkov, prineseš kratkom gobico za jest, mislim, noro. To lahko dela 3 ure, jaz pa tam zraven na obali meditiram. Zelo lepo. Ja. Enač, folk, spravite se ven, tisti, ki poslušate tale podcast o naravi, poseben shout out za vas. Ja, tako. Veliko ljudi mi piše tako, pa, da poslušajo, ko grejo v naravo na sprehode, ta podcast, in se mi zdi lepo, no. Da ni to zdaj uno nekaj, veš, da bi ljudje to delali doma. Me malo slabo vest, če bi jim odvzemali s tem pod ven. Se mi zdi, podcast je nekaj tazga, ki si res lahko daš v ušesa in pičiš. Ja. In greš. Jaz sicer podcaste poslušam izključno v avtomobilu. Avto. Ali pa doma, ko kuham. No, ja. Tako, ja. Zanimivo, ja. Zunaj pa nikoli nimam slušalk. Ne? Ne vem. Čuden občutek mi je. Mogoče je to nek strah, da če imam slušalke v ušesih, da ne slišim okolice in pa kar gledam nazaj, če me kdo zasleduje. Res, neprijetno mi je slušalkam biti zunaj. Ja, posebej se strinjam s tabo, a ne? Ampak če je to neka potka, veš, utečena, ne gost. Večina ljudi ima glih kontra, saj kar mi sledilci pišejo, si rečejo, dam si podcast, dam si muziko v ušesa in ne slišim zlobnih bitij. Ja, medvedov, ki se pogovarjajo, kako te bojo. Ja. Ja, v redu. Lucija Odar. A sem prav rekel? Prav. Ok, bravo jaz. Hvala za tvoj obisk. Hvala tebi. Upam, da si nekaj lepega tudi ti od tega odnesla. No? Hvala tebi za povabilo. Mi je bilo v čast res. Super. Upam, da čim več ljudi začne spremljati. 1000 ur zunaj, ne? Drži. Bomo dali spodaj v opis. Hvala. To je to. Hvala.